da pa ne bomo samo ugibali, še eno sivocelično vprašanje razmisli o ceni. Seveda v znamenju naše 25-letnice. Lahko se posvetujete med seboj, na to bodo na moj znak vsi kapetani povedali odgovore, veljalo pa bo povprečje tribune. Vprašanje se glasi. V preteklih 4 letih smo si ogledali 93 soočenj med rumeno in vijoličasto ekipo. Rumeni so zmagami vodili v vseh 3 preteklih sezonah, najbolj v prvi z 19-12. Kolikokrat so zmagali v vseh spopadih preteklih sezon? Še en namig, sprašujemo vas po sezonah, ki sem jih vodil jaz, torej ne tako veliko sezon, vključno z osmino finala, kjer pa so prevladovale zmage vijoličastih ekip. Kar posvetujte se med seboj, malce več časa vam bomo dali, potem bom pa jaz zapisala vaše razmisleke. Pri nas so se v bistvu kar vsi posvetovali med sabo, tako da lahko zapišemo tudi samo eno številko. Tudi pri nas je bilo tako. Dobro, kaj pravite rumeni? Zadnjih 5 sekund, 5, 4, 3, 2, na konec. 57. Torej, je to vaš zadnji odgovor. Mi imamo malce bolj natančno številko in sicer 50,5. Haha, prebrisano, prebrisano. Poglejmo, kdo se je odgovoru bolj približal. Barve tekmovalnih majic v kvizu so bile izbrane glede na psihološki učinek barv in metodo izločanja. Zelena barva kaže na pravilno, rdeča na napačno, modra pa je bila prepodobna videzu scene. Vijolična barva ima pomirjujoč vpliv in naj bi spodbujala ustvarjalnost, njena nasprotnica, rumena, pa izraža pozitivnost in spodbuja logiko. V letošnji sezoni po barvi vodijo vijolični, vključno z osmino finala s 15-8. V prejšnjih 3 sezonah pa je bilo več sreče in znanja na strani rumenih ekip. V prvi sezoni so rumeni zmagali 19-krat, v drugi in v tretji pa 17-krat. Skupaj so torej dosegli 53 zmag. Odgovoru se je torej bolj približala vijolična tribuna.